Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci našega YouTube kanala oziroma podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma. Naslov današnje zgodbe oziroma epizode se glasi: Kako je v Slovenijo prišlo zatikanje? Druga polovica 90-ih let je namreč postregla z novostjo v domačem slovenskem plezanju. Tudi v naše stene je takrat prišel tako imenovani dry tooling, ki je, kot vsaka novost, sprožil na eni strani navdušenje, na drugi pa dvome in nasprotovanja. Marsikomu je že to angleško poimenovanje oziroma ime te zvrsti šlo malo v uho oziroma mu ni bilo po godu. Neposredni prevod, naprimer suho orodjarjenje, pa ni šel tudi v uho oziroma iz jezika in tudi druge izpeljave ter ideje se nekako niso prijele. Danes se v plezalnem besednjaku pogosto za to zvrst plezanja uporablja tudi izraz zatikanje. Pionirja te dejavnosti pri nas sta Aljaž Anderle in Klemen Premrl, ki sta konec leta 1998 in prav jubilej, četrt stoletja od tega dejanja je v bistvu razlog za današnji pogovor, v prijetni glavi pod prisojnikom preplezala prvo tako smer in jo sluteč na pester odziv, na prihajajočo torej novost, poimenovala kost za glodanje. Smer je dobila oceno M7. Moj današnji gost, ki ga lepo pozdravljam, je prav avtor oziroma soavtor te prve tako imenovane dry tool smeri in začetnik te dejavnosti pri nas. Torej pravi naslov, da z dogodkov izpred 25 let obrišemo malo prahu. Še prej pa čisto na kratko malo več o našem gostu. Torej, Klemen Premrl, Tržičan, misli in živi plezanje. Je eden najboljših lednih in dry tool plezalcev na svetu. Je v bistvu neke vrste trendsetter te dejavnosti in kot tak svetovno eden najbolj prepoznavnih plezalcev iz Slovenije. Torej, lahko rečemo pravi ambasador te dejavnosti. Torej, toda tudi Klemen je nekoč bil začetnik, zato začnimo s prvim vprašanjem, ki se dotika prav tvojega začetka. Torej, Klemen, še enkrat lepo pozdravljen. Pozdrav. Začnimo z vprašanjem, kdaj si začel plezati, kje in v bistvu zakaj prav tam? Torej, zakaj nasplošno si izbral plezanje? Ja, mogoče najbolj zanimivo to, zakaj sem sploh izbral plezanje. Jaz mislim, da vsak človek potrebuje nekaj več v življenju. Ne? Nekateri se najdejo v šoli, nekateri v kulturi, meni pa zmeraj pasal bolj šport. Zdaj, glede na to, da prihajam iz Tržiča in v Tržiču je ta tradicija gorništva pa alpskega smučanja zelo, zelo močna. Obenem smo imeli pa tudi veliko teh lokalnih asov, ki so kar nekaj pomenili na splošno v družbi. To so bili seveda predstavniki teh prvih alpinističnih odprav, jugoslovanskih še takrat, na Everest, Jalomkang, pač kar veliko teh odprav je bilo in naprimer Tomazin, Bergant, Bence, Rozman. To so bili ljudje, ki so nekaj pomenili. Mi smo njih gledali kot bogove. Ne? In najbrž je to pripomoglo, da sem izbral plezanje. Kdaj? Ja, čisto uradno smo začeli plezati leta 86, ko smo se priključili alpinističnemu odseku, ampak neuradno pa že malo prej, ko smo par fantov mečkam bolj korajžnih, tako kar na svojo roko začeli plezati. Prijatelj Jure si doma sposodil eno vrv. Njegova mati je bila učiteljica v šoli in tudi je vodila planinski krožek, tako da ona je imela to vrv. On se to vrv seveda sposodil na skrivaj, noben za to ni vedel in potem smo mi več ali manj zganjali traparije s to vrvjo, ker pač prav v resnici nismo vedeli, kako bi jo lahko uporabljali. Ampak na našo srečo nas je enkrat opazila ena gospa in je nas je zatožila, po domač povedano. Tako da smo se mogli pač nekako bolj uradno s tem ukvarjati. Nismo smeli več na šverc, starši nas niso pustili in je bila edina opcija alpinistični odsek. Zdaj,
ko smo mi tja prišli, ne, mi smo bili stari 13 let, naslednji najmlajši je bil pa že polnoleten. Da smo sploh tja prišli, bil najbrž kriv Aljaž, ker njegov oče je bil znan alpinist v Tržiču. In če njega ne bilo, najbrž s tem, ker ne bilo dosti kruha. No, tako da smo prišli tja in so nas seveda takoj hoteli poslati nazaj v planinski krožek. Zdaj, na srečo smo mi tja že hodili. V planinski krožek. V planinski krožek, ja. Na srečo smo mi tja že hodili, tako da smo rekli, ja, se mi tja že hodimo, oni nas hvala pošiljajo. Ne. Tako da nekako smo se potem pogodili in začeli s to alpinistično šolo. Tako da to so bili začetki. Kdaj si pa potem iz alpinizma, plezanja prišel v ledno plezanje? Že takoj ali? Ne, zdaj, se mi zdi, da ta sistem, ki pri nas laufa že kar nekaj časa, je zelo koristen. Ker se ti vključiš v alpinistično šolo, si deležen enega zelo širokega spektra znanja. Ne? Dejansko se spoznaš vse zvrsti alpinizma. Ne? In med njimi je bil tudi ledno plezanje. Zdaj, na prvo žogo mi je bilo pač to ledno plezanje všeč, tako pa vse drugo. Super, samo da je bilo za plezati. Meni pač ta klasičen gornji šul ni bil toliko všeč. Če se je plezal, mi je bilo pa super. Ampak zdaj je bilo to po ledu, a po skali. Bi težko rekel, da sem že takrat začutil, da bo z tega kaj več. Ne? Tako da pač tam smo dobili eno široko popotnico. Prav z lednim plezanjem sem se pa začel ukvarjati, bi rekel, sred 90-ih let. Ne? Se spomniš prvega slapu? Spomnim se prvega slapu, ta pravga, to je bil slap iz Lukne v Tamarju. To je bilo še v sklopu alpinistične šole. Oziroma ali pa na koncu alpinistične šole, ko začneš mečkam plezati tudi lahko na svojo roko. To je bil prvi tak slap. Drugače smo pa plezali, seveda tudi v Tržiču imamo ta Tominčev slap, ki sicer bolj poredko zamrzne, ampak pa je tudi zelo kratek, ga je vse skupaj 12-15 metrov. Tako da mogoče bo ta prvi, ampak tako uraden je bil pa siguren slap iz Lukne v Tamarju. Majhen bolj resno se je pa začel prav na povabilo Aljaža. Jaz sem potem, cel ta obdobje sva z Aljažem zelo veliko skupaj plezala, od športnega plezanja do stvari po hribih. V srednji šoli sva se pa malo ločila, on je šel na šolo v Kranj, jaz pa v Postojno. In sred 90-ih, enkrat, ko sem jaz spet malo več plezal, me Aljaž, se prav spomnim, mislim, da sem bila v Tržiču telovadence, na treningu me je pač prav povabil, bi šel ti kakšen slap splezati. In v bistvu to je bil tak prvi vzvod. No. In potem sva z Aljažem, ki ni bil nič kaj dosti bolj izkušen kot jaz v slapovih, pa začela skupaj plezati in nam je bilo všeč, no, tako da sva s tem potem kar nadaljevala. Da gledalci oziroma poslušalci dobijo pravo sliko, o kom govorimo. Govorimo o Aljažu Anderletu, ki je v bistvu s Klemnom Premrlom na nek način neločljivo povezan v tem obdobju. Vsi, ki smo tedaj plezali, pa vsi, ki beremo, spremljamo dogajanje tistega časa, zelo pogosto zasledimo to navezo, ena taka res močna, pomembna naveza, ki je delovala v tistem času. Torej, stanje v drugi polovici 90-ih let, torej vi ste že, niste več začetniki, ste že doma v lednem plezanju. Kako je izgledalo torej 95 in kasneje, ko pridemo do prve, tudi konec koncev, sedmice v ledu, ampak do tega bomo še prišli, pa kosti za glodanje in tako naprej. Zime so bile še boljše, kot so danes, ko lovimo tisti teden razmer, če sploh pride. Kakšna je bila situacija v Sloveniji v tistem času? Ja, roko na srce, zime so vsekakor bile daljše, bolj mrzle, z več snega. Seveda, smo tudi imeli takrat obdobje zelenih zim, smo rekli, tega ni bilo, ampak načeloma so bile zime bolj predvidljive in sezona je bila daljša. S to samo človeško samovšečnostjo ali pa napuhom smo si zakukali kar dosti problemov, med drugim tudi to, da so zime krajše ali pa bi lahko rekel predvsem bolj nepredvidljive. Te razmere, danes imamo 15 stopinj, jutri bo mogoče 15 pod nulo, so pa niso konstante ni več. Včasih se mi zdi, da je bilo dalj časa, da je sezona pač trajala. Tako da, kar se tiče zim. Kar se tiče pa scene na lednoplezalne scene, je pa tako, da v tistem času smo mi že stopili na ramena teh naših predhodnikov, ki so že
začetku 80-ih letih ali pa 79. leta, ko so preplezali ta prvi slap pri nas. In takrat so se slapovi še zmeraj smatrali tako bolj kot trening za vrhunski alpinizem, ampak vsak resen alpinist, vsi ta veliki jasi pri nas so pa preplezali kakšen slap in glede na to, da so bili to vrhunski plezalci, so tudi že kar težke slapove plezali. Obenem se je takrat začela pojavljati tudi, uporabljati ta malo novejša etika, predvsem prostega plezanja za ledenelih slapov. To je šlo z roko v roki z razvojem opreme, pa z mentaliteto, ker prej so bili te vijaki, ki jih mi uporabljamo, toliko slabi, da je bilo čisto normalno, da si pač med plezanjem se v cepin tudi obesil, pa pač viseč v cepinu zavrtal ta leden vijak, ker najbrž na začetku drugače sploh ni šlo. Kasneje se je oprema izboljšala, ampak še vedno je večina plezalcev plezala tako, da so se upeli v cepin in zavrtali vijak. Dočim pri teh najboljših plezalcih se je pa takrat, ko so midva z Aljažem začela plezati, oni so pa že pač to izpostavljali in tako plezali in tudi v teh alpinističnih novicah je bilo zmeraj naveden prva prosta ponovitev, kar je pomenilo, da so pač zlezli z malo višjimi temi standardi plezalnimi. Tako da scena je bila takrat že, ni bilo pa to rečemo ledno plezanje, ni bil prepoznan kot samostojna panoga. To je bil pač del priprav ali pa treninga za vrhunski alpinizem v hribih. No in potem je prišlo, že danes večkrat omenjeno leto 98, 98, ki v bistvu je na nek način na večjih nivojih prelomno za Slovence. Kot prvo, v tistem letu Štajerci v Logarski dolini preplezajo Rinko, torej na nek način prvo sedmico oziroma smer ledno linijo, ki se dotika sedemke, slabe sedemke. Drzen spon so opravili lokalci, Andrej in Jernej Grudnik, Anton Pavlič pa Cene Roban. Ampak v bistvu že istočasno pa vidva z Aljažem na drugi strani luže, torej čez Atlantik, mislim, da v Kanadi, preplezata v bistvu prvo potrjeno pravo sedemko, Riptide. Kako se je to zgodilo? Ja, zdaj, da bi pravilno povedal, ko se je to zgodilo, moram stopiti kakšen let nazaj. Zdaj, midva sva z Aljažem že začela plezati v sred 90-ih let, ampak dokler nisva bila kot mladinca poslana v Furnel na eno ledno srečanje, v bistvu nisva vedela nič. Midva sva pač prej že kar nekaj splezala, tudi nekaj dobrih vzponov sva upravila, ampak ko so se podpravila v Furnel, so pa dobila tako z eno veliko lopato po glavu. Ker jaz se spomnim, takrat sem bil nekaj poškodovan, sem si upekel prst, Aljaž pa tisti let, ker to je začetek januarja, sploh še nič v ledu ni plezal, in potem so prišla tja in pod en slab, ko bi mogla začeti plezati in so se najprej malo pregovarjala, da bo sploh šel naprej. In potem je zmagal Aljaž, da sem mogel iti jaz. Ker je rekel, se ti bo že to malo popečen, to ni nič taga, jaz pa nisem nič še plezal, pa res nimam pač še feelinga, pa kar ti. In potem se nisem mogel nič smisliti drugega, čeprav se mi res ni dala. Ker sem pa plezala eno svečo tako krajšo, nič posebenega za današnji standard, ampak za takrat je bilo pa za naju to kar vsem zalogaj. Stvar je bila pa ta, da je zraven njaju je pa plezal Guy Lasselle. To je bil najbolj znamenit plezalec na svetu v zaledenelih slapovih. In midva sva njega imela za heroja. Mislim, da je Aljaž imel celo njegov plakat doma. In kar naenkrat smo se znašli tam z oči v oči. On se je seveda po tistem slapu sprehajal gor in dol, da so ga snemali. Nama je bil pa samo, da bo čez prišla, bi bil že tako, da si ne bi naredila kakšne blamaže hude. In jaz sem šel plezati in sem me že na fejs navijala. In na srečo sva se tako srečala na vrh sveče. In potem je on meni prijazno rekel, kar ti pejt, bom te že jaz počakal. Jaz sem upal že toliko navit, da pač nisem mogel nič več. In pa sem se znajdel in sem hitro rekel, ne, sej pač tebe snemajo, kar ti pejt, jaz se bom pa že obesil. In sem komaj čakal, da sem se pač obesil ta sveder. Ampak takrat so v bistvu videla Guya Lassella v akciji, kaj on počne in kaj počneva midva. In pač sva, z Aljažem sem par dni nazaj govoril, rekel, takrat sem si mislil, ali začni resno delati, ali pa prodaj tole robo. Ker to, kar delata zdaj, ni nič.
In takrat naprej so se stvari začele pač odvijati, ker so midva načrtno začela več vlagati v ledno plezanje. In ko potem pridemo do leta 98, so se pa odpravila plezati v Kanado. To je bilo za nami, da sva rekla, kar odprava. To je bilo mesečno potovanje v Kanado, takrat, to je že kar nekaj let nazaj. Ne. Se spomnim, sem mogel še v Ljubljano na banko, po te travels čeke, da nisem keša nosil in take stvari. Tako da je bilo kar zanimivo. Za en mesec sva šla, precej sva plezala, glavni cilj je bil ta Riptide, znamenit slap, ocenjen 7, ker bi bila to prvi vzpon za slovenske plezalce v takem vzponu s potrjeno oceno. Vedeti moramo, da je bila, ne vem, približno isti čas Rinka, zdaj ne vem, in so jo splezali te fantje, ki so jih midva, to moram povedati, imela za, mislim, so jih zelo občudvala, no. Fante, lokalce z Logarske so bili vseh kar visoko postavljeni, a ne. Moramo omeniti mogoče Polšnarjevo Četco, ki je bil najbrž prvi vzpon v ceni 7 in če si malo pomislimo, kako je to izgledali, najbrž bila 7, edina nesreča pa že ni bila potrjena, ker se je slab tudi podrl in ga ni bilo možno plezati. Tako da je ta čast nekako pripadla nama, čeprav sta bili že istočasno ali pa celo prej preplezani, se pravi Polšnarjeva Četca, sigurno prej, Rinka pa nekako v istem obdobju. Mogoče tle še zanimivo z Kanade, mi da so plezala tudi French Reality, to je na smer v Stanley Head-Wallu, zelo znamenit prostor za ledno plezanje in ta smer tudi nosi oceno M7, Water Ice 6, se pravi 6 v ledu pa M7. Jaz mislim, da to oceno so dali kasneje, da takrat midva sploh niso imela občutka, da je plezala kombinirano smer. Midva so šla tja, leda je bilo malo so mogla si pomagati tudi po skal, pač kar so vedela, da morajo imeti kratke vijake. Kljub temu, da ima že oceno M7, midva niso imela tega občutka, sploh niso vedela, da je plezala kombinirano smer. Nama se pač to zdelo nekaj normalnega, ni bilo tako, kot so druge kombinirane smeri, ki so pač, čeprav sem zdaj videl, ker sem šel malo skozi, da tudi ima oceno že za kombinirano, ampak ali je takrat še ni imela, ali pa tudi tega sploh nismo tako občutili, no, nismo to jemali kot kombinirano smer. Danes pač. Mogoče tudi zaradi teh zim, ki so tudi v Kanadi malo slabše, kot so bile včasih. No in potem se je zgodil, dry tooling se je zgodil, ali je bilo to v bistvu premišljeno dejanje, premišljen korak naprej od lednega plezanja, ki ima seveda svoje omejitve, ne? Ja, vsekakor je bil to premišljen korak naprej. To se ni zgodilo po naključju. Midva sva, mislim, en od prvih vzvodov mogoče je bila ta knjiga Jeff Lowe Ice World, na kateri naslovnici bil Jeff Lowe slikan v prvi kombinirani smeri na svetu, se pravi oktopusi iz Amerike in pač to je naju čisto prevzela. Midva sva že v lednem plezanju, se pravi nekaj težkih slapov preplezala in se nekako ne približevala zgornji meji, ampak lestvica je zaprta na vrhu na 7+, stvari postanejo precej delikatne in nevarne. In ko sva to videla, sva vedela, da to je to, da to je to, kar se midva želiva. In na podlagi te inspiracije, se pravi te fotografije pa knjige, pa na podlagi izkušenj sva pač vedela, da hočeva nekaj naprej narediti. Kakšne take smeri tle v bližini ni bilo, ne samo pri nas, ampak tudi v širšem prostoru ni bilo, ali pa je mogoče celo bila, ampak včasih so novice potovale majhen po drugačni časovnici, tako da kar se je zgodilo letos, si drug let v kakšni reviji videl. Tako da, ko sem midva prišla z Kanade, sva vedela, da moramo začeti še bolj trenirati. Če hočeva pač se posvetiti temu športu, ne bo dosti, da samo pozimi plezava in je treba začeti trenirati. In zato sva začela kar v plezališču Dovžana Soteska plezati s cepini in derezami. Kar je seveda zelo delikatna zadeva. Mi da sva hmalu ugotovila, da pač puščava sledi. Ampak vsekakor sva se malo sebe tolažila. Imela sva relativno dobro tehniko, da nisva kar praskala pa zbijala po skali, tako da sva pač probala omejiti te stranske slabe učinke na minimum, pa vedela sva tudi, da sva v bistvu sama. Da takoj, ko bojo začeli tudi drugi početi, bo to postal problem. Zato sva prvo let plezala v Dovžanki, pa se zelo pazila, ampak sva že imela v glavu, da bo treba pač zadeve spremeniti.
In so prav namensko šla tudi iskati eno luknjo, v kateri bo skala slaba, bo mogoče mokro, krušljiv, da ne bo zanimiv za športne plezalce. In si bo tam opremila plezališče, kar so tudi seveda kasneje naredila. Ne. Tako da se tako zaglodanje ni zgodila sama po sebi, ampak sva pač to midva namensko naprej, postopoma seveda najprej v Dovžanki in potem mislim, da je že kar naslednjo zimo sva pa že pač našla prostor, kjer bi splezala to prvo kombinirano smer. No, evo, in smo prišli do najne ali pa naše današnje zvezde, ne, smeri, smer kost za glodanje. Kako pa sta si izbrala linijo, torej kako sta našla linijo, kako sta se pripravljala na vzpon, kako sta urejala varovanje, torej kako je potekala ta faza od tega, ko sta si ogledala, kje boste plezala, pa sta potem poskušala večkrat, boš povedal, in jo na koncu preplezala. Ter kako sta jo ocenila? Ja, zdaj, če pa bo začela kar na začetku, vedela sva, da hočeva pač eno tako smer narediti in zdaj, treba je bilo najti samo še pač primerno smer. Ne. Jaz se spomnim, da sem takrat enkrat šel prav sam proti Vršiču, pa si dal gor turne smuči in sem okoli hodil prav z namenom, da bi najdel kakšen primeren prostor. Zdaj, prednja glava nama je bila zelo poznana, zato ker so tam preplezali veliko prvenstvenih smeri, pa tudi tako so veliko tam plezala. Tako da seveda prva opcija je bila, da sem šel prednjo glavo in res sem pač najdel nekaj, kar se mi zdelo, da bo primeren. In seveda to sem takoj pač skomuniciral z Aljažem in mogoče že naslednji vikend sva šla skupaj tja pogledati. Zdaj jaz čisto po dnevih na koliko dni sva za to zapravila, ampak si predstavljam, da sva šla pač to pogledati in tako naučil ocenila, da tle bi pa šlo. Potem naslednji korak je bil, zdaj, a bo to res šlo. Ne? In v ta namen se mi zdi splezala po enem drugem slapu na vrh, naokrog si na vrh uredila varovališče in se spustila čez, upajoč, da bo tam nekoč smer, čez steno in pogledala, če je linija oprinkov, da se to sploh da preplezati. No, ta prvo sem naredila to, potem sem imela še ne take visoko leteče cilje, so to hotela opremiti s klini, glede na to, da je to pač vse se dogaja v gorskem prostoru. Ampak sva kmalu ugotovila, da to tako lahko pač ne bo šlo, ne, da s klini varovanja tam, mislim, najbrž se da, sam, koliko je to kučljiv, pa delikatno, pa res drži, to pa nisva takrat vedela. No in sva se potem kmalu odločila, da bo uporabila svedrovce. Zdaj, tudi s temi svedrovci ni tako danes, ne, prvo pač je bilo treba dobiti mašino, ker to ni mu vsak AO ali pa kdo doma. Tako da na srečo mu Aljaž, strica vodovodarja, ki smo ga pač seba, ki smo ga vsi v Tržič poznali, in ta človek nam je seveda mašino posodil, vrtalko, baterijsko vrtalko. Zdaj, kje sva tistih par svedrov dobila, ne vem, niti ni pomemben, važen je bolj to, da sva jih imela malo, da teh svedrovcev ni bilo za odmet, ni da sva jih nekaj imela in to je bilo to. Potem sva pač to smer s temi svedrovi opremila. Zdaj, mogoče najbolj zanimiva zgodba okoli teh svedrovcev in tudi prvo svedrovci iz vrta relativno visoka. Ne. Zdaj, ker sem videla, koliko ima te svedrovcev, sva jih pač mogla razvrstiti, tako da bo cela smer nekako varna. Zdaj, prvi del, sem pa še majčkeno taktizirala zraven, ker čisto normalno je, da imaš pri takem plezanju prvi svedrovc vpet že vnaprej. In zdaj, če bi en problem je bil, da se smer začne s previsom in sred previsa težko upenaš, ker je najbolj težko, ponavadi probaš splezati čim višje. In pa sem midva rekla, nič, sejlej, midva boj, dejva svedrovc na vrh previsa, prvič nama ne bo treba sred previsa upenjati, ker je to zelo težko, drugič imamo pa prvi svedrovc itak lahko upet, in so si tem tudi majčken prešparala oziroma olajšala ta vzpon, zato ker prvi svedrovc je čisto regularno, sva ga upela in potem sva lepo splezala, ker okoli tega prvega svedrovca se je kar nekaj zgodbic še po izpletel, tako da tudi mi, da sem malo v tistem članku, ki ga je Aljaž napisal, povedala, pač, da svedrovcev tam najbrž premalo, zato ker nam jih je zmanjkalo, ker jih več nisem imela in da če kdo želi, pač lahko to dovrta, seveda. Nimava nič težav s tem, da hočejo imeti nevarno smer. Ampak ta prvi svedrovec je pa bil zanimiv, ker je bil del taktike tako razporejanja svedrovcev, kot da sva si majčkeno olajšala vzpon. Seveda sva kasneje izlezla tudi tako, da ta svedrovec ni bil opet, ampak tisti prvi vzpon, ki je najbolj pomemben, sva pa tako upravila. Tako da sva potem smer opremila, potem je bilo treba to seveda še naštudirati,
danes M7 mogoče ne slišiš, ne vem koliko težko, takrat je bila pa to prva taka smer in dejansko nisva točno vedela, kako bo šlo pa kaj delava. Ne. Tako da sva potem to smer naštudirala. Čist za dan vzpona sva pa sraven pripeljala še enega prijatelja, Klemena Belharja, ki pa to potem tudi poslikal. In iz tega mogoče izhaja tudi to, da sva vedela, da vse ta stvar pač je en korak naprej in da mogoče saj za naju nekaj pomeni. Ker se ne spomnim, da bi kdaj prej šla kaj plezati, pa da bi imela sabo fotografa. No, se Klemen tudi ni bil profesionalen fotograf, ampak je pa saj pač lahko zraven stavil pa slikal. Ne. Tako da se mi zdi, da sva imela občutek, da to pač pa je en korak naprej in pač primerno temu sva tudi prolekla frenda sabo, da je to poslikal. Tako da in tisti dan sva pač oba dva opravila prosto ponovitev in to je bilo to. Ne. Jaz se spomnim fotografije, seveda dežurnega fotografa revije Grif, ne, Urbana Goloba, ki jo imam, ne, zdaj si jo lahko pogledate, kjer pa tebe ni, ampak je zraven Aljaža, soplezalec ta Simon Vandeler. Verjetno pač takrat ti nisi imel časa, Urban je pa mogel dokumentirati zadevo za objavo v čeprav vsekakor, pač jaz mislim takrat, ali nisem v časa, ali pa tudi sem ga imel, mislim, da takrat na mene je bilo to mečkam povezan s temi pecel, tripom, pa temi zadevami, ker Aljaž je bil takrat pri peclu, jaz sem bil ali pri Grevelu, ali pa pri Black Diamondu, ampak nima veze. Takrat so bili pač čisto eni drugi vlogi gor in seveda so plezali tudi to smer, ker Simon je bil bolj znan kot športnem plezalec, ampak se je kar en obdobje kar vključil v to ledno plezanje, pa sva mu midva kar pomagala, tudi veliko je pri meni treniral in takrat so šli skupaj pač te kombinirane smeri plezati. Urban seveda je bil zraven kot fotograf in tudi jaz se spomnim, te fotografije mislim, da iz prvega previsa je ena taka lepša. In potem, kaj je sledilo, kakšni so bili odzivi in kako je potem šel razvoj tega zatikanja pri nas v naslednjih letih? Zdaj, še to, ne, glede imena, no, se si že prej v uvodu povedal, tudi ime sva hotela dati, ker midva sva vedela, pač, da bo tako z vsako stvarjo, ki se premakne naprej, da bo največ tistih, ki jim to ne bo všeč, pa bojo to majčkeno nekako probali zavirati nekaj ljudem, bo pa to blazno všeč, večina jih pa to niti ne obriga, kaj se tam po hribih dogaja. Tako da sva dala ta ime Koza glodanje, sigurno se ga je spomnil Aljaž, ko on je bil zmeraj majhen bolj mišloči del najne ekipe, ampak pač je bil obema zelo všeč in ta ime sva dala in je super igrano, zato ker so bili odzivi raznovrstni. Jaz v bistvu se spomnim sam dobrih, pač teh pohval, pa tega mi niti ni najbrž prišlo do živega. Je pa to za sabo potegnilo, da je ta smer zelo hitro dobila prvo ponovitev, Jakovčič pa Mežnar, mislim, da sta prva ponovila. Še bolj pomembno je pa to, da v tistem času smo mi začeli tudi s tekmom v lednem plezanju in sva se midva spoznala s tržaškim plezalcem Mauro Bole Bubu in on je prišel tudi takoj po temu tja in bil toliko navdušen, da je takoj zraven naredil še dve smeri. Ker midva sva to naredila in pa sva si najbrž kar malo vdahnila, pa sva šla druge stvari delati, pa plezati. Bubu je bil pa toliko navdušen, on je takoj desno, mislim, da je naredil še Il Torno Subito, ki tudi mislim, da pomeni, se vrnem takoj, najbrž izlet zunajno, pa prišel naslednji dan že narediti drugo, pa še eno smer približno istih težav. Pa tudi seveda takrat je bila zelo močna mogočna veza Kresal Gradišek, tudi ona dva sta bila pač v prvih bojnih linijah in se je to kar saj med to eno ožjo skupino se je to kar zelo hitro zagrabili in so te nove smeri kar konstantno in hitro nastajale. In kakšen je tvoj današnji pogled na tisto obdobje, torej, ko ste začenjali s tem in kako je v bistvu stanje tako lednega plezanja kot zatikanja danes? Ocene vemo, da rastejo, v bistvu imaš najtežji slab, ledni slab, bomo o tem malo bolj podrobno, ki je na svetu z oceno 13, Water Ice ali kako že, 13, potem pa pri dry tooling ocenah pa še malo več zmede. Torej, slišali smo, da je Koza glodanje bila ocenjena z M7, ampak danes, če se gledajo te
smeri z zatikanjem imajo po ceno D, ne? In imajo najtežje naj bi bila D16. Kako je zdaj s tem? Torej, kako gledaš na tisto obdobje in ne, kako je stanje v današnjem času? Ja, mi vas zalažem, ali pa vsi, ki smo v tistem obdobju plezali, smo imeli eno blazno srečo, ker smo padali v nekaj, kar se je začelo razvijati na novo. In je bilo ogromno prostora za razvoj, ogromno prostora za napredek. Tudi zelo velikimi koraki je šlo to naprej, kar se tiče kombiniranega plezanja. Takrat so se začele tudi tekmovanja, mogoče bil glih zaradi tega momenta majčkeno lažji dostop do sponzorjev, sicer to niso bile neke sponzorske pogodbe z denarjem v igri, ampak z opremo, ampak kar je za mladega fanta že zelo veliko pomenjena spodbuda, mogoče še najmanj tisti par cepinov, pa stvari, ki jih dobiš bolj, je to, da si lahko reče, da te tudi drugi prepoznajo, da delaš stvari prav. Tako da siguren je bil takrat zlato obdobje in kombiniranega plezanja in tekmovalnega plezanja, ki se je začel kakšen let kasneje. Jaz zdaj tle skozi govorim kombiniranega plezanja, se pravi mixed, ker je to šlo lepo postopno iz slapov v kombinirano plezanje, se pravi tam, ki so stene toliko strme, da do teh visečih sveč preplezaš po skali. Ampak še zmeraj je bilo bistvo plezati zaledenele slapove. Zdaj, če so se začeli malo višji ali pa če je bila vmesena skalna streha, so mi skalno streho preplezali ne zato, ker je bila skalna streha, ampak zato, ker smo hoteli priti do ledu in smo plezali kombinirane smeri. In zdaj bom izpadel tak, kot so izpadali tisti gospodje, ki so govorili, da ledno plezanje ni šport, ampak je samo trening za alpinizem. Tako je, zato ker sem takrat plezal, gledam na dry, se pravi samo dry tooling, iz tam, kaj jaz prihajam, nima sam po sebi smisla, se pravi plezati po skale s cepini. Zakaj? Če je samo skala, pač plezaš s plezalkami in z magnezijo. Če pa hočeš priti do leda, plezaš pa kombinirano, pa plezaš s cepini. Ampak, glede na to, da imam že svoje leta, sicer včasih še tako lepo vem, kot sem zdaj povedal, v resnici pa pač dry tooling je ratal samostojen šport in mu jaz čisto nič ne oporekam. Jaz sam povem, kako sem pač te stvari doživljal. In se je ta kombinirano plezanje v bistvu zdaj zelo razvil v svoje panoge. Še zmeraj ostaja ta kombinirano plezanje, ki je mogoče najlepši, kar se mene tiče, dejavnost. Potem imamo tekmovalno ledno plezanje, pa dry, se pravi, in tam so tudi ocene D. D damo oceno tam, kjer ni nič ledu, se pravi, ne gre za kombinacijo, ampak gre za suho skalo, ampak jo še zmeraj plezamo samo s cepini in derezami. Na začetku je bilo to res kot trening, kot sem rekel, da sva iz Dolžanke se umaknila, da ne bi bilo tam preveč škode in sva si upremila eno plezališče in tam imajo ocene D. Ampak mi dva tega nisva smatrala, kot da so preplezala oceno, to je bil za naju zgolj poligon za trening. Dan danes pač pa obstaja veliko teh smeri, ki so pač smeri same po sebi in jih ne jemljajo več kot trening, ampak tudi kot športen uspeh. In te ocene grejo do D16, kar je veliko. Ja, kaj pa led? Torej, prej smo govorili o Rinki, pa o vaši sedmici v Kanadi. Ja. Torej, govorili smo o sedmici, ampak danes imamo pa oceno 13. Kako to izgleda? Ja, tukaj spet treba biti pošten mogoče. Tudi to 13, ko sem jaz, s prijatelji seveda, ne sam jaz zakrivo. Ampak ledno plezanje je, ali pa težavnost lednega plezanja je neločljivo povezana tudi z nevarnostjo oziroma z tem, koliko težko je nameščati varovanja in podobne stvari. In zato je tudi lestvica bila nekako navzgor zaprta do M7+, so bile te smeri. Zdaj, mogoče se je upravičilo tudi Water Eye 7+ sem preplezal, tako da pač ne, da tega ne bi hotel, ampak kakorkoli, te stvari postajajo zelo, zelo nevarne. Zdaj, mi s temi novimi smermi, ki jih tudi ocenjujemo z dvojni VI, se pravi Water Eyes, in smo lestvico dvignili do 13, moramo biti pa pošteni in povedati, mi pa pri tem plezanju uporabljamo varovanja, ki jih zavrtamo v skalo. Se pravi, da en element te nevarnosti vzamemo, poleg tega pa pri ledenem plezanju se šteje za
upravljanju spončit varovanje namešča sproti. Ne moreš se spustiti z vrha pa zavrtati svedrovcev, ampak jih moraš na poti navzgor zavrtati med potjo, med tem, ko plezaš. Dočim pri teh najtežjih smerih, ki smo jih preplezali v Kanadi, v Hampton Falls, pa led ni zadost trd in je to v bistvu zaenkrat nemogoče, nekoč bo. Mi pa najprej smer mečkam pripravimo, pripravimo tudi varovanje, se pravi z svedrovci v skalo in potem to probamo preplezati. Zdaj pa, ker zadeva poteka popolnoma v ledu, se pravi jaz od začetka do konca plezam s cepini in derezami in to samo po ledu. Potem se nam je zdelo normalno, pa mečkam provokativno in smo ostali na oceni water ice, se pravi ocena za led, samo da smo pač ne iz slapov, ki so ponavadi navpični, šli v previs oziroma v strehe. Ocene smo temu prilagodili in smo prišli do Water Ice 13. Ampak Water Ice 13 pa Water Ice 7 plus težko med sabo primerjaš, ker imate čisto različne parametre, kaj je težko, kaj je nevarno, kaj ni nevarno. Tako da mogoče bi bilo tle bolj pošteno, da bi dali novo oceno, tako kot se je naredil iz kombiniranega, se je na dry prišlo, in ni več M7, ampak je D7, bi mogoče tudi pri ledu lahko imeli, tako kot imamo Water Ice 12, bi lahko tudi mi dali posebno oceno Spray Ice, ker je ta led malo drugačen in bi s tem pač malo teh dvomov razblinili, ampak mi smo pač šli na medij, po katerem plezamo, kaj definira plezanje. Po drugi strani smo bili pa tudi majčkeno nagajivi, vedeli smo, da če bomo ocenili to z Water Ice 13, da bomo šli ljudem fejs v zobe. In smo pač za nalašč to naredili in pač sem majhen z nasmehi spremljali te besne odzive kakšnih plezalcev. Zadeva je pa ta, da dam tudi, pač, da meni je kristalno jasno, kaj pomeni Water Ice 13, pa kaj pomeni Water Ice klasičen 7 ali pa 6. Pač znam te stvari postaviti v perspektivo. In tudi mi zdaj precej jasneje vidimo, oziroma poslušalci, ki so poslušali tvojo razlago, si lahko tudi tisti, ki niso morda plezali ali niti ne razmišljajo o tem, vejo, o čem govorimo. Torej, hvala, Klemen, za to, da si danes vzel čas, da smo v bistvu na nek način, kot sem že v uvodu rekel, pobrisala prah iz te prve naše smeri, ki ni bila klasično ledno plezalska, ampak je bila nekaj novega, torej nek zgodovinski dogodek, kot je osnova tej naši oddaji. Hvala lepa, drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci, to je bilo za danes to. S Klemnom se poslavljava in vas lepo pozdravljava. Hvala lepa.